GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami je 10. in 11. novembra 2016 v Portorožu organizirala že 27. posvet poslovanje z nepremičninami. Udeležence je uvodoma pozdravil generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, magister Samo Hribar Milič. Dovolite, da v imenu Gospodarske zbornice Slovenije kar na samem začetku izrečem res iskrene čestitke organizatorjem današnjega oziroma letošnjega srečanja predstavnikov zelo pomembnega dela slovenskega gospodarstva na področju nepremičnin, ker organizirate ponovno izjemno odmeven, dobro obiskan, predvsem pa vsebinskega področja relevanten dogodek. Med gosti posveta je bil tudi državni sekretar na Ministrstvu za finance Tilen Božič, ki je z zanimanjem prisluhnil mnenjem in pobudam predstavnikov panoge. Danes sem tu, kot sekretar Ministrstva za finance, kot predstavnik ministrstva, predvsem zaradi tega, da se temam, ki se danes tukaj obravnavajo, ki so izjemno zahtevne, tudi za državno politiko izjemno pomembne, da se da temu primerna teža. Mi imamo, posebej na Ministrstvu za finance, kar nekaj zanimivih zakonov, sedaj v pripravi. Govorimo o zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin, govorimo o zakonu o davku na nepremičnine in to so tisti, ki bodo imeli kar velike oziroma imajo velik vpliv na državljane lahko. Pri zakonu o množičnem vrednotenju lahko govorimo o tem, da se gleda tudi, da bi bil splošno uporaben tudi za nekatere druge primere. Ko govorimo po obdavčitvi nepremičnin, pa urejamo en vir, ki bo izključno namenjen občinam in ravno zaradi tega, ker so občine bile tudi veliko na udaru, smo mnenja, da je to treba res v nekem doglednem času urediti. Ravno zaradi tega tukaj veliko strokovnjakov, tudi kar nekaj predstavnikov iz različnih ministrstev, z marsikom smo že bili v stiku. Takšna konferenca je pa seveda priložnost za nekako bolj koncentrirano izmenjavo teh mnenj in pobud. Posvet poslovanje z nepremičninami je največji in najpomembnejši nepremičninski dogodek pri nas, ki je namenjen predvsem pregledu in oceni razmer na stanovanjskem in nepremičninskem področju v državi. V letošnjem letu smo s programom posveta poslovanje z nepremičninami izjemno zadovoljni. Velik del tega je rezultat trenutne situacije, v kateri se dogajajo bistvene spremembe v zakonodaji področni, tako da pričakujemo spremembe stanovanjskega zakona, tako tistega dela, ki se nanaša na upravljanje, kot tistega dela, ki se nanaša na najemna razmerja. Pričakujemo spremembo zakona o nepremičninskem posredovanju, pripravlja se zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin in vse te teme smo, v letošnjem programu podrobno obdelali. Odziv javnosti je velik, kar je očitno, da smo zadeli bistvo. Zdaj, kaj bo javnost najbolj zanimalo, po mojem, ocenjevanje vrednosti nepremičnin, verjetno, stroko, upravniško in stanovanjsko, bojo zanimale spremembe stanovanjske zakonodaje, nepremičninske posrednike, sprememba zakona o nepremičninskem posredovanju, za vsakega se bo našlo nekaj. Srečanje je za udeležence tudi priložnost za seznanitev z aktivnostmi za uresničevanje sprejete zakonodaje in iskanje odgovorov na vprašanja, s katerimi se sooča stanovanjska oziroma prostorska politika države. Mogoče bi z enim stavkom omeniti še to, da smo zelo zadovoljni letos tudi s sodelovanjem z ministrstvi in z ostalimi sodelujočimi v programskem odboru. Če ne bi bilo tako širokega sodelovanja, verjetno tudi tazga programa ne bi pripravili. V prvem letu po resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu smo začeli oziroma štartali kar z veliko projekti, nekateri so pravzaprav stekli tudi že prej, priprava prostorske zakonodaje z novimi inštrumenti za zemljiške politike, ki ne bi pripomogli k temu, da bi tudi do zemljišč in objektov se lažje dostopalo. Potem štartali smo z izhodišči za pripravo nove stanovanjske zakonodaje, tako na področju upravljanja kot na področju najemnih razmerij. Začeli smo 5 pilotnih projektov, skozi katere skušamo oziroma želimo preveriti posamezne konkretne rešitve na temo zagotavljanja stanovanj za mlade, na temo zagotavljanja skupnosti za starejše, deložiranih, javne službe za najemniško upravljanje in zadnja so stanovanjske zadruge kot nova oblika zagotavljanja najemnih stanovanj. Izdelana je bila že tudi naloga glede stanovanjskega dodatka, izhodišča za pripravo stanovanjske zakonodaje so v prvem delu zaključena. Imeli smo že posvet na to temo, dokončno bodo oblikovana do začetka prihodnjega leta. V letu 2017, do konca leta 2017
Ocenjujemo, da bi bilo možno pripraviti tudi osnutek stanovanjske zakonodaje, zdaj 1 ali 2 zakona. Skratka, to bi bilo z našega, predvsem tisto, kar so primarno naloge Ministrstva za okolje in prostor. Seveda je pa v tem letu zelo, zelo veliko aktivnosti v smeri realizacije tega nacionalnega programa začel tudi Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ki je pa glavni izvajalec stanovanjskega programa. V Sloveniji imamo na tem področju nepremičnin, kar se tiče obdavčitev, eno zelo zastarelo rešitev, formalno še, to je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki pa je izgubila že ves pravni okvir praktično, že se lahko samo izvaja, ne moreš pa kaj drugače, in občine so to delali vsak na svoj način. Na hitro smo jih zdaj še skupaj spravili tako, da se malo poenotijo, vendar ključen cilj pa je zagotoviti pogoje in sistemske rešitve za tako imenovano drugo ciklično vrednotenje nepremičnin, za razliko od tistega pred 4 leti, kjer bomo seveda šli v kvalitetnejše podatke in tudi posodobitev modelov. In zakon je že v javni razpravi bil in bomo tudi na podlagi tega pripravili končen predlog zakona, ki bo šel v tem mesecu, računamo že tudi na vlado oziroma naprej v proceduro sprejemanja. Drug zakon, ki se pa zadaj tudi oziroma že pripravlja, pa mora temu slediti, to pa je zakon na nepremičnine, kjer pa bo šel šele letos v javno razpravo in bo določene, procesne in druge zadeve uredil na način, kot je Ustavno sodišče predlagalo, zavaroval lastnike do možnosti ugovorov in napravil nekaj racionalnejših potez, tako da bojo ne stali več v vrsti, rečemo pri tem. In na tak način lahko se zagotavljamo, oziroma se je namen, da se vrednotenje naredi v letu 17-18, v letu 19 pa novi davek na nepremičnine nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Med pomembnejšimi novostmi posveta je letos srečanje Portorož po Portorožu, ki bo 21. novembra v Ljubljani in bo namenjeno predstavitvi in predaji zaključkov posveta poslovanje z nepremičninami ministrom oziroma predstavnikom resornih ministrstev. Težko je namreč zagotoviti na četrtek v Portorožu prisotnost ministrov ali pa državnih sekretarjev, ker imajo seje vlade, zato smo se letos odločili, da jih bomo povabili na GZS in sicer 21. novembra. Pričakujemo, da se bodo tudi ministri resorni udeležili tega srečanja. Glavni namen srečanja Portorož po Portorožu pa bo predaja zaključkov današnjega posveta in, odziv pristojnih ministrov oziroma državnih sekretarjev. Na tradicionalnem posvetu poslovanja z nepremičninami se vsako leto srečujejo predstavniki gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, agencij za posredovanje z nepremičninami, strokovne javnosti, vladnih institucij in lokalnih skupnosti ter drugi nosilci aktivnosti z področja poslovanja z nepremičninami in stanovanjske oskrbe v Sloveniji. Za vse udeležence, letos jih je bilo okrog 360, je srečanje v Portorožu tudi priložnost za mreženje in ustvarjanje novih poslovnih priložnosti. Jaz mislim, da je ta vsakoletni posvet oziroma srečanje, na katerem se posvetujemo vsi, ki smo tako ali drugače udeleženi v tej panogi, eden od dogodkov, ki očitno skozi čas dobiva na dodani vrednosti, kar me iskreno veseli in upam, da bo tudi v prihodnje tako. 27 let neke tradicije seveda tudi ima za sabo verjetno neko poglobljeno znanje in tudi prinaša možnost, da vplivamo na okolje, v katerem poslujemo, da poskušamo na en način soustvarjati te pogoje in pa seveda, da znotraj tega, ko se s tem srečujemo, tudi poskrbimo, da so okolja, v katerih naši člani poslujejo, taka, da jim omogočajo to, kar so si izdali za poslanstvo, v resnici tudi doseči.